Dober večer, smo nazaj. Iz tega našega prvega dela nekako smo se pogovarjali vsi in smo zaključili, da je vsekakor je boljše brati Sveto pismo, kakor brati odloke. Lažje je živeti po Božji besedi, kakor po vseh teh ukrepih. Čeravno so tudi, bom rekel, cerkvene dogme, tiste, ki držijo v smislu odlokov, ampak Sveto pismo je tisto, ki je pa tudi nad tistimi cerkvenimi odloki, tako da to je del življenja in če pravijo, da je kje ljubezen, da je kje Bog, je bliže kot so roke in noge, je v našem srcu. Zato poslušajmo svoje srce in poslušajmo tudi mlado vroče srce, mlade fante, ki nam bodo danes predstavili športno društvo Fam Vita As, kjer delujejo že od leta 1999, se pravi še z prejšnjega tisočletja. Tako da so že nekaj časa na sceni in sicer tukaj bom prosil Luka Bevca, da od te točke naprej prevzame besedo, predstavi samega sebe in predstavi seveda vse sodelujoče v tej predstavitvi in da povejo, kaj delajo in čem se ukvarjajo. Tako da lepo prosim. Hvala za besedo, Mihael. Še enkrat lep pozdrav vsem slušateljem, slušateljicam. Moje ime je Luka Bevc. Danes bomo malo več povedali o samem društvu oziroma o eni taki, mogoče za nekatere, zeleni veji, rešilni bilki, svetli točki, kam lahko svoje otroke date, mirno, brez skrbi, da jih ne bomo kakorkoli posiljevali z temi patologijami, ki se danes dogajajo v svetu. Takole, ja, res smo iz prejšnjega tisočletja, ampak to pomeni, da tudi izkušnje iz prejšnjega tisočletja nosimo naprej. Žal so te izkušnje v današnjem času neizmerno cenjene, vsaj tistih, ki še želijo ohraniti glavo in dušo nekje na valovih dihanja narave, frekvence narave, enega, bom bolj po domače povedal, enega zdravega, normalnega razmišljanja. Že samo ime društva pove, da se ukvarjamo z zdravjem, da se ukvarjamo z takimi prostočasnimi, svobodnimi aktivnostmi. Imam tudi kolege okrog sebe, Dušan na eni strani, Klemna se ne vidi, bo potem malo več povedal. Tamle v zadnje se skriva naša estetika društva in pa duša društva, Marjana, ki medicinski del prevzema, skrbi tudi za dejansko zdravje, kuhinjo in tako dalje. Skratka, bomo potem malo več. V glavnem, mi vsi smo v glavnem difovci, se pravi, študirali smo na fakulteti za šport, eni več, eni manj, medicinci in pa vse sort znanja, tudi naši sodelavci, občasni, ki se nam pridružijo, so iz različnih vetrov, te izkušnje prinašamo v društvo in jih predajamo tudi naprej otrokom. Zdaj pa prednost bom sploh začel z vsem skupaj. Jaz mislim, da je fino, da povem nekaj osnovnih izhodišč, kako tudi mi otroke gledamo, kako do njih pristopamo. In sicer za otroke moramo vedeti, otroci so tisti najbolj primarni ljudje, tisti, ki prinesejo iz vesolja, iz kozmosa, iz duhovnega sveta, tisto, kar dejansko vsi imamo, vsi kasneje v življenju iščemo in dejansko ni naš namen, da bomo otroke ekstremno sistematizirali, ker z močno sistematizacijo tudi zanemarjajo oziroma počasi se oddaljujejo od teh znanj, od te prvinskosti, ki jo imajo s sabo. Seveda je pravilno, da jih do te mere sistemiziramo, da lahko v svetu živijo, kjer pa se moramo en drugemu prilagajati, zato da svet deluje
urejeno in strpno en do drugega, ampak vendar pri otrocih spodbujamo to njihovo prvinskost. In sploh v teh časih, kot so današnji, je zelo pomembno, marsikdo je že malo pozabil, marsikdo tega doma ni doživel ali pa ni niti imel možnosti, mogoče starši, okolje nima tega znanja, ni jim to znanje o naravi, o telesu, o svobodnih načinih razmišljanja, o kreacijah, o uresničevanju svojih želja, svojih sanj, realizacij teh, da ne ostanejo samo v sanjskih svetovih, ampak dejansko te svoje sanjarije, te svoje otroške želje potem spravijo v nek, kasneje kot odrasli ljudje, v nek realen sistemski okvir. Vsi smo šli skozi eno tako svobodno življenje, smo svobodnjakari, freelancerji, no, Dušan je malo bolj resen človek, on je tisti, ki je kontrabalans, recimo nama dvema s Klemnom, ki ga blodiva po svetu, si nabirava izkušnje na malo drugačen način. Tako. In te izkušnje seveda tudi potem prinašamo nazaj in jih predajamo naprej. Tako da kreativnost otrok je pri nas zelo pomembna. Kreiranje oziroma ohranjanje njihove domišljije. Otroci imajo neverjetne domišljijske svetove, ki pa so s časoma potem zatrti oziroma se jih sistematizira v neko drugo obliko razmišljanja. Kaj to pomeni? Da se otroci v nekih obdobjih življenja znajdejo oziroma kot odrasli ljudje in enostavno ne znajo več čisto preprosto, otroško pogledati na svet in od tam rešitev za nek nastali problem poiskati ali pa za nek projekt, ki ga delajo v življenju. Spodbujamo srčnost, iskrenost in poštenje. To so vrline, ki so zelo pomembne, tudi če je zaradi tega majčkeno treba kdaj ustaviti kakšno zadevo, če majčkamo v narekovajih kakšno zadevo malo zamudimo ali pa jo preložimo, na prvem mestu je to in tukaj se tudi z otroki pogovorimo, odpremo, veste, zmeraj nastajajo neki problemi, vedno se pride do kakšnih zapletov. Mi pustimo, da otroci te zaplete sami razrešijo, da pridejo sami do nekih ugotovitev. Seveda smo mi neki koordinatorji, da se to pravilno izvede, ampak oni skozi izkušnjo, kakršnokoli, ali je to dobra ali je to slaba, morajo oni doživeti tisto, zakaj se jim je to zgodilo. In konec koncev epilog tega vsega, kar se jim je zgodilo, pa če mogoče ne dojamejo čisto dobro v tistem trenutku, ker so premajhni ali pa še ne zreli ali pa še ne vidijo sveta tako kot mi, verjemite, enkrat kasneje v življenju jim bo to prav prišlo. Se spomnijo. Naša podzavest to vrže ven, zato ker življenje zahteva funkcionalnost in potem iz podzavesti vlečemo vse take stvari nazaj. Zelo pomembno, kar je, da so tudi naše aktivnosti, ki jih ponujamo, in pa seveda vsa preživljanja, zdaj to so krajša, lahko so dnevna, lahko so tedenska, so kreirana tako, da imajo tudi otroci določeno besedo zraven. Tudi oni sami podajo ideje. Njim dajemo velikrat za poiskati neke rešitve, kako bi pa oni rešili neko zadevo, ali pa splanirali, ali pa zorganizirali nek večer. Mogoče tudi, vsi smo ljudje, tudi mi nimamo vseh idej, vsega vesolja v naših glavah. Ampak zavedamo se, da edino sodelovanje in prenašanje teh idej lahko kreira eno dobro zgodbo in starost tukaj ne igra nobene vloge. Tako da tukaj je definitivno tudi izpolnitev otrok zelo pomembna, da doživijo to komponento uspeha. Otroci želijo biti uspešni, otroci želijo aktivno sodelovati v družbi, mi jim to damo, s tem dobijo tudi, ko dobijo neko komponento uspeha oziroma neke naloge za upravljati, prevzamejo tudi določene odgovornosti, se pravi, dobijo tudi komponento odgovornosti, obenem tudi doprinosa
njih samih in njihovega početja v družbo. In verjemite, da res so na koncu veseli, zadovoljni in čuti se to, da res polno živijo in dajo to nazaj. To je pa tudi za nas zelo pomembno. Zavedamo se tudi to, da ima vsak otrok svoje poslanstvo. Eni so bolj sposobni v nekaterih stvareh, drugi so v drugih stvareh. Mi nobenega od otrok ne forsiramo prekomerno, da mora vse delati po nekih šablonah. Ker verjamemo, da en otrok bo nekaj prinesel v to našo skupnost, drug bo nekaj drugega prinesel in tako se tudi med sabo potem razporejajo naloge. Mi pa smo, tako kot sem prej omenil, eni kontrolerji oziroma z izkušnjami ljudje, ki pač to nekako spravimo, da vse med sabo harmonično funkcionira. Da ne bom predolg, bom počasi zaključil, pa predal besedo tako Klemnu pa Dušanu. Še nekaj za konec tega mojega uvoda polagam staršom. Se pravi starši, tisti, ki ste zelo, bom rekel, sedeči, bom rekel, zelo v nekih informacijskih pogledih gor zrasli. Mogoče pa ne me narobe razumeti, ne me za slabo razumeti. Mogoče od otrok kdaj preveč pričakujete. Ali pa pričakujete nekaj, kar je v vaših okvirih, v vaših vzorcih, pa ni otrok za to. Govorim iz lastnih izkušenj. Govorim iz izkušnje, da sem tudi jaz šel skozi določene faze življenja, kjer je bilo mogoče od mene pričakovano nekaj drugega. Jaz sem pa kar nekje svojo glavo stremel v svojo smer, v tej svoji smeri sem dejansko naredil nek uspeh, danes živim od tega in če ne drugega, srečen sem in delo meni nikoli ne predstavlja dela. Delo je življenje. Rojeni smo zato, da delamo. Rojeni smo zato, da živimo. In ko bomo enkrat to dojeli, kaj je naše poslanstvo, in otroci vejo, kaj je njihovo poslanstvo. Samo s časoma se ta misel zabriše. Je pravilno, da to poslanstvo živijo. In dragi starši, na vas je, da jim to omogočate, da sprejemate njihovo drugačnost. Velikrat slišim se strani staršev, ki rečejo, joj, moj otrok je čist drugačen, jaz ga sploh ne razumem. Zdaj pa dobro poslušajte. To, da vi ne razumete vašega otroka, to je učna lekcija za vas. Sprejmite od vašega otroka kot vašega učitelja. Kajti ob njem se boste učili. Ob njem boste zrasli vi in vi ste na mestu samo, da mu varno tlakujete pot. Kam bo pa njegova pot peljala, je pa njegova odločitev. On ni vaša lastnina, on ni vaša kikla in dajte mu, mame, to svobodo, očetje, prevzemite to odgovornost in peljite svoje otroke tako, da bodo enkrat svobodni ljudje, da bodo enkrat živeli svoje življenje in ne dokazovali življenje nekomu drugemu. To je to. Tako tudi naše društvo deluje, tako tudi mi to filozofijo vodimo naprej. Maske gor, maske dol, to nas sploh ne zanima. Za vse tisto, kar za vas zdrav način in pa način, ki je povezan z naravnimi zakoni tega sveta, da otroci to živijo, to odgovornost pa prevzamemo mi, kot odrasle osebe, ki tudi vodimo društvo in vaše otroke skozi to društvo. Tako. Hvala za enkrat. Jaz predajam besedo, upam, da nisem bil predolg. Evo. Luka, hvala za tale zelo lep in izčrpen uvod. Zdaj bova pa še jaz pa Klemen nekaj povedala mogoče o teh naših programih, ki so trenutno aktualni in ki jih zdaj izvajamo.
Zdaj, kot je Luka povedal, od 99. leta že delujemo, torej dobrih 20 let pač izvajamo vse te programe, nismo nobeno leto spustili, tudi lansko, ki je bilo malo krizno, smo mi rekli en teden sicer pred počitnicami, da se tega ne gremo in da bomo vsaj izpeljali tabor. Imeli smo kar nekaj težav, ampak smo ga. Mislim, da smo bili eni redkih, ki smo imeli spalni tabor za otroke. Vsi so temu nasprotovali, mi smo rekli, mi se tega ne gremo, mi bomo speljali tabor tako ali pa drugače. In smo ga super izpeljali, se strinjata fanta. To je bilo v Bohinju. Bilo nam je tako dobro, da smo rekli, da moramo to ponoviti. Namreč vzeli smo najem pač celo hišo, apartmajsko hišo in noter sami kuhali, se veste, restauracije so bile zaprte, vse je bilo zaprto. Smo rekli, nič bomo mi to sami vse poskrbeli in na koncu so bili otroci tako navdušeni, ker so lahko zjutraj sami jajca pekali, si delali tople sendviče, ne vem, pomagali pri pripravi solat južne, pekali, tako da smo pol tudi polet šli tja, seveda, ker je bilo tako dobro in zdaj to, kar ponavljamo. Tako da je to, taka situacija včasih te pripelje do tega, da na koncu ugotoviš, da z tega lahko marsikaj dobrega ven potegneš. Torej, zdaj glavna dejavnost naša torej so programi za otroke in mladino. Seveda se pa lotimo tudi programov za odrasle, za podjetja in pa tudi skupine. Ta del za odrasle, podjetja in skupine bo pol Luka še bolj podrobno predstavil, ker on je vodja teh programov in tudi najbolj jih obvlada. Jaz pa Klemen pa mogoče tole za otroke. Zdaj, prvi tabor, ki je aktualen, je novoletni tabor, ki ga imamo zdaj že čez par dni, se pravi zadnji teden, se pravi, ko so počitnice pred novim letom, gremo v Kranjsko goro smučati. Imamo še nekaj prostih mest, tako da če bi slučajno koga zanima, se nam priključi lahko. Potem naslednji tabor je v februarskem terminu, to kot sem že prej omenil, kjer smo v Bohinju, kjer smo tudi v Kranjski gori in kjer tiste otroke, ki nočejo spati, ki pač bi radi se sam naučili smučati, jih peljemo na prevozni tečaj tudi v Kranjsko goro. Tako da grejo zjutraj na bus, se odpeljejo v Kranjsko, odsmučajo in potem popoldan nazaj in doma spijo. A veste, so različne želje, eni želijo to, eni uno, tako da jim probamo pač vse to omogočiti. To je med zimskimi šolskimi? To je med zimskimi februarskimi počitnicami, ja. No, med poletnimi počitnicami je pa seveda zdaj tisti lanski tabor bil tako uspešen, da ga bomo seveda ponavljali v Bohinju, kjer je pa poudarek seveda na vodnih aktivnostih, kolesarjenju, supanju, hribih, pohodništvu in teh zadevah. Vsi te tabori, kot je Luka povedal, so narejeni tako, da otroci seveda sami kreirajo, nobenem ne težimo za kakršne koli maske, vsi so čisto sproščeni, tako da tabori, moram reči, res slušno potekajo, vsi se imamo fajn, namreč če se imamo učitelji fajn, se imajo otroci še bolj fajn, ugotavljamo. Damo jim dosti proste roke, zanimivo je tudi to bilo, pojavilo se je zanimanje, namreč eni otroci tudi ne marajo skozi nekega vodenja in ko smo dali ven, naprimer, da organiziramo tudi program, kjer ni tečaja, ampak je prosto smučanje za učitelji. In je bil neverjeten odziv, ker ti najstniki, kot jih poznamo, imajo počasi dosti teh tečajev, teh skupin, tega vodenja. In ko sem sprašal, kje so nas našli, je bilo prav zanimiv odgovor, ja, ker ste napisali, da ni tečaja smučanja, ampak je prosto smučanje, seveda pod nadzorom učitelja, kjer pač odsmučamo cel dan čim več kilometrov po vseh terenih in to je tem najstnikom seveda top zadeva. Klemen, še ti mogoče kaj dodal tle pri teh programih? Dobro se predstavljam, jaz sem Klemen Magajna, tudi profesor športne vzgoje med drugim. Drugače, že vrsto let imam plavalno šolo v vodnem mestu Atlantis, mogoče kdo ali pa marsikdo tam pozna, z Dušanom sodelujeva pa temu društvu že mislim, da več kot 10 let. Bi pa mogoče še jaz par besed o samih programih povedal, oziroma bi povzel mogoče besede pred dnevi pogovora z mojo sestrično, ko so se pogovarjali o telih taborih in mogoče ta pogovor opiše vse, mislim, naš program teh naših taborov. Klicala me je, rekla, Klemen, daj bom jaz tele
vašo ponudbo malo dala okoli našim sosedom po naši ulici, sprintala tele letake, sem rekla, meni tole, ko imate vi napisan, mi je tako premalo, mislim reč, je rekla Klemen, vi ste dosti več kot to, kar piše tukaj. Tukaj gor imate sam napisan datum, ceno, kje imate to, je rekla Klemen, vi ste veliko širše, kot je samo to. Rekla, to dobimo vsod drugod pred drugih. Rekla, pri vas, Klemen, otroci nimajo samo to, kar je že Dušan, pa tudi Luka sta že marsi, kaj je prej povedala, ni samo strogo neko učenje, ne vem, recimo smučanja, kozim, ne vem, nekega taborenja in učenja določenih stvari, ampak je rekla, vi imate to, da otroci čez dan smučajo, kot je rekel že Dušan, prosto tudi smučajo, kar je sploh starejšim zelo pomembno, da ga ne maltretiraš v skupini cel dan in sam pride do tebe in ti reče, da je Klemen, mene pa tole zanima, da ga pripraviš do tega, da samo iniciativno pokaže interes, da ga kaj naučiš, ko mu ti pokažeš. In je rekla, torej moja sestrična, da nimate ne samo to učenje, ampak popoldne pridemo nazaj v kočo. Tudi vedno imamo te tabore v nekih takih prijetnih domačih kočah. Imamo popoldanske aktivnosti, sprehod v naravi, tudi tek na smučeh, delamo igluje, snežake, gremo z otroci ven in pa zvečer seveda, mislim, da zelo zanimive, tematsko obarvane družabne večere, kjer se skupaj družimo, veselimo, pogovarjamo. In je rekla, da je vsaj nekaj malega tega, kar imate vi več, ker ljudje gledajo samo ceno na koncu, pri vas, ne vem, tabor stane 400 evrov, pri umu stane 200 evrov, ampak zakaj je taka razlika? Zakaj ljudje gledajo samo na ceno? Taka razlika ni, no. Ti si malo preteral zdaj. Ne, zdaj sam govorim v bistvu zakaj, kaj mi je hotela povedati s tem, da napišite, da bo ljudje vedeli, kaj imajo pri vas več dobijo. Kot pa mogoče nekam, da da samo nekega otroka tamemu študentu za par ur, ki v bistvu oddela samo za tisti denar. In tukaj se pravi, ni samo poanta denarja, ampak to, da tudi otroci nekaj odnesejo naprej za svoje življenje. In na temu tudi temeljijo naši tabori, to pomeni, da tudi ko so otroci z nami, da se vsi otroci z nami družijo, a ne tudi zvečer, oziroma čutijo. Na teh taborih, sploh recimo, tudi so zelo dobrodošli tabori za otroke, da se tudi znajo malo v življenju, da niso samo navezani na vas starše, ampak da se znajo tudi malo osamosvojiti. Ne da jih mi tam same pustimo samim sebi, seveda, tako kot sta že rekla Dušan in Luka, da smo njihovi koordinatorji, da jim pomagamo, ampak tudi ta tabor je to, da se zna otrok, da se osamosvojijo, da pokažejo tudi malo svojega samostojnega in samoiniciativnega dela. Tako da, jaz mislim, da se imamo zelo fajn, sploh letošnji poletni tabor, no, ki ga je že Dušan omenil, ker smo bili v hribih, mislim, da otroci spet komi čakajo, sploh tudi zvečer ob tabornem ognju, družabni večeri, ko se družimo in vse take podobne stvari. No. Pejte enkrat z nami, pa boste videli, mislim, da se imamo vsi fajn, tako da, evo, z moje strani je bolj, ne to. Jaz sem bolj, ko bi rekel, Luka skrbi bolj za duhovni del. Jaz sem bolj praktični del. Lahko pokaževa mogoče nekaj kontaktov, če nas bi kdo želel poklicati, pogledati na netu. Bom kar takole pokazal, no, mogoče pa si lahko, mislim, da je dosti blizu takole. Tole se vidi verjetno, a ne? Ja. Ne, tle ne. Aja, tle, pardon. Vidi se, ne vidi. Kaj pa takole? Drugače Ja. greste pa lahko tudi na mojo Facebook stran Klemen Magajna in vse te tabore, ki jih skupaj objavljamo, jaz redno gor objavljam na Facebook strani in si lahko vse preberete. Tudi slike vse iz tabora. In slike iz tabora in tudi tam lahko potem nas kontaktirate. Se pravi, še enkrat Klemen Magajna, imam jaz na Facebooku in gor so vse stvari glede taborov vedno objavljene. Super. Je to prav?
Tole, to je. Tole, evo, tako. Luka, mogoče še kaj za odrasle, kaj imamo možnosti, na kratko še. Kje pa sem? Aha, tukaj sem. Ja, tako, zdaj večina, ko govorimo o otrocih, imate eno sliko, eno predstavo, imate, a ne, naj povem še to malo na hitrico za otroke, bom sam to povedal, ne organiziramo zgolj taborov. Lahko nas najamete, oziroma še bolj pokličite, vam zorganiziramo rojstne dneve, vam zorganiziramo razno razne žurke za otroke oziroma kakršnekoli druge priložnosti. Apeliram seveda tudi, če kakšen starš, ki dela v kakšni šoli, pa je malo bolj svobodna, pa želijo malo kakšen dober program imeti, tudi temu se prilagodimo. Za otroke je recimo zelo interesantno čarovniški dnevi, potem razni gusarski dnevi, mali Picasso se gremo, se pravi, kjer dejansko otroci dobijo nekaj znanja o slikarski kulturi in se lahko tudi izražajo. Organiziramo, seveda, to je vse individualnega dogovora, ampak imamo izkušnje, to smo že delali in to tudi dobro naredimo. Razne escape the roome, ki so zelo popularni zdaj, razne geocache na malo bolj širok način, ker mora res otroci vklapljati svojo glavo in povezovati zadeve. In tukaj prehajam tudi že na odrasle, kajti del teh stvari delamo tudi za odrasle. Delamo tudi korporativne dogodke. Torej, če je neka firma, nek skupek ljudi, neki poslovneži ali pa kdorkoli drugi, ki se želi, recimo zdajle december, velikrat praznujete oziroma se družite na nekih novoletnih, prednovoletnih srečanjih. Evo konkreten primer, tukaj vam naredimo lahko en lep dogodek, da ga zgolj ne popivate in papcate, ampak da se vam tudi nekaj animacijskega, nekaj kreativnega dogaja, ki pa seveda je vedno še nekaj odnesete s seboj, če ne drugega, vsaj v kontekstu odnosov med vašimi zaposlenimi. Tako da bom kar povedal, delamo team buildinge, delamo razne zadeve za društva, ukolikor želi, za društva, za firme, v kontekstu team buildingov, seveda, če želite določene analize in tako dalje, komplementiramo v samo naše dogajanje tudi psihologe, psihoanalitike, coacherje, ki vam potem tudi nadalje vodijo cel proces v podjetju, zato da bo vaše podjetje boljše delovalo, da boste vi bolj povezani. Marsikdaj se skozi naše programe najde tudi dejanske funkcije, kdo je v nekem podjetju za neko stvar, se pravi to, kar smo prej na začetku, s čimer sem začel, kakšna je vaša poklicanost na ta svet. In marsikaj tega lahko zato, da podjetje boljše dela, zato, da je bolj storilnostno, da je bolj harmonično, da so razporejene naloge. Imamo kdaj tudi mi kakšno malo vlogo pri tem, lahko nas pokličete. Skratka, vse sorte dogajanje, enostavno težko je dati v nekaj minut vse noter, sploh če mene spustite k mikrofonu. Dajte si pogledati naše stvari, imate kontakte, pokličite nas, mi se javljamo kadarkoli, naj v Sklemnem lahko tudi po polnoči kličete. Sam zjutraj nas predolg ne, od 7 naprej lahko pa Dušan kličete. Mi dva poskrbiva za nočni del, Dušan, Marjana pa bolj za tisti dnevni del. Skratka, to je to, ne bom več nadaljeval. Se strinjate, ne? Še kaj drugega radi slišali?